A si ti delal ture samo v Sloveniji ali si tudi potoval kaj z bandom? Ali pa veliko se pogovarjaš verjetno z drugimi tour menedžerji pa venue menedžerji, ne? Kakšni so v bistvu, kakšna je pozicija teh bandov, kakšen imajo hospitality rider v drugih državah, kakšen je, kako oni dejansko delujejo v drugih državah, pa kakšen je v bistvu efekt publike tam, a je več obiska valjda v večjih državah, ampak a je tudi tako public perception teh bandov boljši? Ja, definitivno. Zdaj tako, šel sem na par turnej, ki so me, po moje se zato zdaj počutim, da sem 70, vsak dan eno leto. Mislim, da saga je bila največ, ker je bilo pol leta od doma. In mislim, tako je. Fandom se ful razlikuje, kakor smo že na začetku, ko sem izpostavil Madžarsko, ki so res crazy as hell, Naprimer, Poljaki na Poljskem je pa trenutno še vedno ta mentaliteta, da dokler so iz Koreje ali pa Japonske, we're good. Okay. In oni še vedno, nimajo zdaj 5 milijone ljudi. Ja, ampak vedno bo pa tako, da se ti splača. Se pravi, vedno bo nekako 300 vstopnic prodanih, reci piši s promotom v bistvu to, da imaš ti... Ko se sploh ne sliši 300. Ne, ampak se večinoma te bende, vsi te bendi, ki pridejo v Evropo, pust BTS, whatever, pridejo sem zato, da si promo naredijo. Noben, večinoma te ne pridejo z mentaliteto, mi bomo zdaj tukaj obogateli, ampak mi bomo tukaj zdaj fene dubl. In to je ful velika zadeva, razlika. Prav si nek target audience gradijo. Se pač, zdaj ne vem, a smem javno izpostaviti, ali ne, v glavnem v Sloveniji imamo Likej. V Sloveniji imamo en band, ki pač ni povezan s tem, so pač deathcore, ki so zdaj ful znani, prepoznavni ratal. Dva od teh band memberjev sta z Bitcoini veliko zaslužila in oni so si v bistvu plačali turnejo v Ameriki, da so lahko igrali. Ampak takoj, ko so pa nazaj prišli, so pa dubali Avocado Booking, ki je pač največja firma v Nemčiji, v bistvu nasplošno v Evropi in so zdaj pod njihovim okriljem. Zato, ker so nastopili v Ameriki. Ja, pač tako nasplošno. Neka investicija je v bistvu. Ja, in dobesedno je investicija. In pač večinoma teh bendov, pa tudi teh mačken bolj znanih, bomo rekli, naprimer Ankafe, ki je tako mogoče malo bolj znan, oni nikoli niso delali nekega profita v Evropi. Pure profit je bil merch. Vedno je merch. In zato vedno vsi, ta merch je drag, ampak essentially ta merch definira, a bo se ta band še kdaj vrnil ali ne. Zato, ker od drugega, to, kar oni dobijo, se večinoma pokrijejo stroški. Stroški leta, itd., ostale zadevšne, pa dost teh bendov presenetljivo, ker se v Sloveniji malo mogoče kdaj pohecamo, da v Sloveniji v bistvu ne moreš živeti od glasbe, kar je res. V Sloveniji tudi glasbeniki, ki misliš, da živijo od tega, smo imeli, eno sedmino, pa pride tam pa me kelner vprašati, kje je ta tip znan, veš, pa tako, od tega pa tega benda je pevc, niso oni že na sceni 25 let, zakaj je model kelner, In pač tudi tako, naprimer, konkretno Ryoki Noshita, on je zdaj top of the top vokalist ever, ne samo na Japonskem, zdaj, ko je šel ven iz Crystal Lake, oni imajo trenutno 3 pevce, da približe njega nadomestijo. To je človek, ki ne vem, kje sploh dobi vokal in se z njim menim tako, pa ti sam to, zdaj, ko je Crystal Lake uratal, tako, kva pa prej? Prej sem pa delivery service na bajku imel, tako, kva? Part-time job, da je pokril. Volt style, ampak da je pač dostavilo pošto. Pa da je pokril tiste verjetno vadbene prostore, pa vse take stvari. To se verjetno band še sam plačuje na začetku, če so pod neko založbo. Res je, da založba pač jim da nek tist mogoče nek trening, nek instrumental, whatever, ti dajo tisto osnoven rider. Veliko stvari se moraš pa tudi sam plačati. Dost je. In pač večino bendov, tudi, se pravim, tudi teh, ki so uspešni, je dostkrat ta denar problem. Samo tistim, ki eksplodirajo, je tako, tako da tudi japonski bend, ki je popularen na Japonskem, ima dostkrat ta issue.